Tako, dragi moji, z Urško nadaljujeva kviz Poberi v mestu zadnjič in greva kar naprej na vprašanja. Živijo, Urška? Živijo. Kako si? Ja, super. Kaj živčna? Ja, malo. Malo živčna? Ja, zdravo živčna, tako bom rekla. No, evo, to je pravilno, zdravo živčna. Urška, s čim se kaj ukvarjaš? Ja, večinoma kuča posel. Evo, sva na istem, sva na istem. Drugač pa v lepem vremenu vozim motor. O, fino. Ja. Kakšen motor pa voziš? Nekada. Nekada? Ja. Dobro, pa veliko vetra dobiš vase. Tako, ja. Lahko čutiš ta veter v laseh. No ja, če imaš čelado gor, malo ne, ampak... Ja, vedno imam čelado, tako da ga ne čutim. Pravilno. Evo, to je upozorilo še za vse motoriste. Vedno več čelado. Vedno čelado imeti. Urška, igrava si igro Poberi v mestu. Poberi v mestu deluje na tak princip, da imava 7 vprašanj. Če na vseh 7 odgovoriš pravilno, dobiš 40 evrov. Imaš pa na voljo tudi 2 pomoči. Enkrat lahko vprašanje zamenjaš, enkrat pa lahko nekoga prosiš za pomoč. Lahko je to tvoj kolega, mimoidoči, lahko nekoga po telefonu pokličeš. Ja. Vse jasno, vse štima? Vse jasno. Odlično. Me veseli, da vse štima. Tako, Urška, zdaj pa pojva kar najboljš da na prvo vprašanje, ne? Da prideva čim prej čez tale kviz, da ti čim prej lahko podarim nekaj denarja. Odlično. Odlično, evo, tudi mene veseli. Vprašanje številka 1. Kako se reče okroglemu pokrivalu, stereotipno pripisano Francozom, pogosto pa se nosi tudi v vojski? Torej, iščeva ime pokrivala. Zagotovo baretka. Zagotovo baretka. Ni nobenega dvoma tukaj. Samo Francozi nosijo baretko in v vojski se nosi baretka. Sklepam, da bo pravilen odgovor. Ok, torej baretka je tvoj zadnji odgovor? Ja, baretka je pravilen odgovor. Super. Zdaj, čez to prvo vprašanje sva že prišla, ni bilo toliko težko, ne? Se je kar dal. Nosiš kdaj baretko, a nisi pristaš baretke? Ne, nisem pristaš. Nisi pristaš baretke? Ne, pa tudi Francozinja nisem, tako da... Ok, me veseli, me veseli. Super, ne, greva kar naprej. Čez to prvo vprašanje sva prišla s kljukico brez večjega problema. Vprašanje številka 2. Kateri spominski medij predstavlja ikono za shranjevanje podatkov v večini pisarniških programov? Torej, če pogledava računalnik in programe v računalniku, ki so pisarniški, recimo Word, Excel, podobno, katera ikona predstavlja v bistvu ikono za shranjevanje? Disketa. Disketa. Ja. Disketa je ta, na katero pritisnemo, da shranimo podatke. Ni CD plošček, ni DVD, ni USB. Disketa je tudi tvoj zadnji odgovor. Tako je. Disketa je tvoj zadnji in tudi pravilen odgovor. Odlično. Odlično, ne. Disketa že, odkar so začeli uporabljati te nekak programe, imajo to disketo noter in vztrajajo s tem, zakaj bi spreminjali, ne? Vsi poznamo to disketo. Super, pojva kar naprej, ne? Vprašanje številka 3, zdaj se pa selva v slovenske glasbene vode. Super. Ker poznaš slovensko glasbeno sceno? Ne. Ne, okej, vsaj iskrena si. Upajva, da bova nekako prišla čez to tretje vprašanje. Vprašanje številka 3 se glasi. V kateri velenjski rock skupini igra kitarist Bor Zuljan? Kaj poznaš velenjsko glasbeno sceno? Ne, a mi lahko s kakšnim komadom, melodijo... Lahko ti na nek drug način pomagam. Lahko ti rečem, da je ime te skupine sestavljeno iz 2 besed. In ena beseda je glasbena zvrst, druga beseda je pa del, kaj bi rekel, prostora v kafani, a ne? Del prostora v kafiču, v baru, v bifetu, če tako rečemo. Šankrok. Šankrok, misliš, da je to ta skupina? Ja. Spada nekako po ta opis, ne? A so z Velenja? Mislim, moj zadnji odgovor pa da vidim. Torej, Bor Zuljan praviš, da igra v šankroku. Ker šank je ta del
Bara, ne, Ja, rok ja. pa je glasbena zvrst Ja. v končni fazi. Torej, še en krog, tvoj zadnji odgovor. Ja. Je pravilno odgovor. Odlično. Odlično, evo. Pa sva prišla čez to. Ja. Zdaj sva pa že kar nekje na lepi polovički teh najnih vprašanj. ne. Okej. Proti četrtemu vprašanju greva, pa nobene pomoči še nisva porabila. Ja. Še dve imaš na voljo. Tako da to tudi ni tako slabo v končni to je fazi. odlično. To je odlično. Četrto vprašanje se glasi. Kako se imenuje naprava za predenje niti, katero najdemo tudi v imenu najstarejše gostilne v starem delu Ljubljane? Torej, iščeva ime naprave za predenje niti, najdemo pa, se pravi, to besedo tudi v imenu najstarejše gostilne v starem delu Ljubljane. S katero napravo predemo niti? Tudi v kakšnih pravljicah je bila ta naprava, Kolovrat, sem... recimo, ne? A je lokal? Prosim? Nisem razmišljala. Kar razmišljaj, ne? Kar razmišljaj, ja. Kolovrat je ena taka opcija. Da je pravilna, ali Ja, ne boš vem, pa mogla ti če povedati. je restauracija, si rekel, a ne? Je tudi restauracija, ja. Pol pa je, če si rekel, da je restauracija. Poznaš to restauracijo? In ne, lih razmišljam, kje je in bom si šla pogledat, kje je. Si boš šla pogledat? Tako, Evo, če je. Super, če je, ne, če je, bova zdaj videla. Ja. Se pravi, ti praviš, da je kolovrat ta naprava za predenje niti. Tako. In to je tvoj zadnji odgovor. Tako. Kolovrat je pravilen odgovor. Hvala Bogu. Ja, ne. ja. Ja, imava gostilno pri Kolovratu. Aha. Gostilna pri Kolovratu. Ja. Tako da zdaj si greš lahko pogledati to Tako, zadevo. Ne. tako. Zdaj, ko veš, da to je najstarejša gostilna v starem delu Ljubljane. Super, no? Čez četrto vprašanje smo že prišla. Peto vprašanje, najboljš, da greva kar naprej, zdaj pa greva v formula vode. Aha. Spremljaš kaj formula? Ne? Moto pa? Ja. Moto spremljaš, formula ne. Ja. Ok, se pravi, če bi imela formula 2 kolesa, bi šlo to boljše. Ja, absolutno. Okay. Ja, vedno naj še zmeraj lahko si pogledava tole peto vprašanje, pa vidiva, kako nam bo Tako, šlo. tako. Evo, super sem. Peto vprašanje se glasi. Koga bo v sezoni 2019 Formule 1 v moštvu McLarena zamenjal Carlos Sainz Jr.? Poznaš kaj te predele Ne. formule, niti ne praviš? A lahko pokličem? Definitivno lahko pokličeš. Koga bova pa klicala? Brata bom poklicala. In brat spremlja formulo. Včasih jo je, zdaj nisem več tako prepričana, ampak se mi zdi, da bi vedel. No? Da bi vedel. Ja. Ok, ja, lej, če slučajno ne spremlja to formule, mu še vedno lahko svetuješ, da naj prešalta na TV3. Aha, ja. Imamo formulo. To je vedno dobra opcija. V redu, kako pa ime bratu? Anže. Anže. Ja. A ga greva kar poklicati? Deva. Evo, svetovno, greva Anžeta poklicati. S čim se pa Anže ukvarja? Ja, dela tako, kot jaz, pa hčerkico ima, tako da je, ja, tako. Se pravi, zdaj nima več toliko časa za formulo, kot včasih. a ne? Tako. A speaker? Prosim, da slišim, kaj bo imel Anže za povedati. Če bo ugotovil celotno zadevo. Je kar aktualna, ne? To je zdaj zadeva, gledava sezono 2019. Ja. Tako da upajva, da bo vedel tukaj noter. Hvala, čau. Anže, jaz sodelujem v kvizu trenutno, pa mi rabila eno pomoč. Ti povem Ja, vprašanje še enkrat. prosim, čakaj, da se ti bom... Živ Anže, Marcel par telefonu. Anže, govoriva o Formuli 1. In sicer vprašanje se glasi, koga bo v sezoni 2019 Formule 1 v moštvu McLarena zamenjal Carlos Sainz Jr.? Torej, ja, koga bo zamenjal Carlos Sainz Jr.? Je pa zelo znan dirkač, ta, katerega bo zamenjal. Alonso. In to je tvoj zadnji odgovor, a? V redu, če si ti tako suveren, bova videla še, če Urška vzela tvoj odgovor. Hvala, dobiš za pivo, če bo kul. Slišva? Super. Ajde. Čau. Hvala. Suvereno je odgovoril, ne? Lej, ne bo, ja. Ne bo. Verjamem, ja. Fernando Alonso. Ja. Praviš, da bo njega zamenjal Carlos Sainz Jr. Ja. In to je tvoj zadnji odgovor. Anžetov, ja. Anžetov zadnji odgovor, tvoj zadnji odgovor, drugega nimava, ne? Fernando Alonso je pravilen odgovor. Odlično. Greva na pivo. Nekdo bo dol za pivo, ja. Se ne bi tudi branil tega, ne, da bi takole dobil za pivom.
Super, odlično. Ne? Ja. Zdaj eno pomoč sva porabila, Okej. ampak nič za to. Ne? Prišla sva zdaj že do predzadnjega vprašanja, pri vprašanju številka 6. sva. Odlično. Odlično, greva kar na to, ne? Literarne vode, pravljične vode. Okay. Kaj, si brala pravljice različne, poslušala? Ja, sem, ja. Nekaj sem, si. Ja. Poznaš čarovnika iz Oza? Vem, ja. Veš, da obstaja? Ja, tako vem, da obstaja problem. Okay. Boljš, da ne bi vedela, da Ja. obstaja. Vprašanje številka 6 se namreč glasi: kaj je v zgodbi čarovnik iz Oza iskal lev? Vsak je iskal nekaj, ne? In mama Doroteja. Doroteja si želi domov, torej ona išče dom, ne? Ja. Strašilo išče svoje možgane, Okay. pločevinasti človek išče srce. No, za tega sem vedela. Okay. Zdaj imamo pa še leva. Kaj išče lev? Išče neko tako značilno karakteristiko, ki bi jo lahko označili za leva, pa je on nima. Hrabrost, Ki pa drugače hrabrosti rečemo tudi pogum. pogum. In ti misliš, da je lev iskal pogum? Ugibam, Ugibaš. ugibam. Ugibaš. Ampak imaš kakšno boljšo idejo, a bova ostala pri pogumu? Ja, bi kar ostala pri pogumu. Torej, praviš, da je pri zgodbi čarovnik iz Oza lev iskal pogum in to je tvoj zadnji odgovor. Ja. Ful sem suverena, ne? Nisi najbolj suverena Ne, slišati, nisem, ampak ja. če je tvoj zadnji odgovor, ne, ga moram vzeti. Ja, pač, ja, treba je riskirati. Treba je riskirati, če ne riskiraš, ne profitiraš. Ne, Tako je. pravijo. In drži, lev je Odlično. iskal pogum. Fino. Ja, če riskiraš, očitno profitiraš. Ne, Absolutno, tako se ja, reče. se strinjam. Odlično, svetovno, ne? Zdaj smo pa Predzadnjo, prišla. evo, to je to, ja. Zdaj smo pa že do zadnjega vprašanja prišla. Vprašanje številka 7. Sam še to vprašanje te loči od 40 evrov, ker ni slabo, ne? Ja. Za kakšno pivo, kakšno kavico Ja. boš imela. Tako, tako. Ker ni slabo, pa še eno pomoč imamo na voljo. Če slučajno našli. Okay. Sva pripravljena? Ja. Super. Greva kar na tole vprašanje. Prej sva že govorila o enih starih napravah, ne? Govorila sva o tistem kolovratu, zdaj pa greva na druge mogoče manj starejše naprave. In sicer, kako se imenuje lesena mehanska naprava, ki se uporablja kot ptičje strašilo ob vinogradih? Torej, iščeva leseno mehansko napravo. Vem, pač sam ne vem, če je pravi izraz, tako kot bom jaz rekla, je to ropotec. Podobno. No, tan. Podobno. Zelo si dobro šla, ne? Ja, ropotat, kot da, ja. A A je ropotec je zelo... klopotec? To je pa že malo bolj v vode, ki bi rekel, ne, da je Ja, boljš kot ker ropotec. ropota, ne? Ropota, sicer ja, ne? Ja. To drži, to drži. A bova rekla ropotec, bova rekla klopotec, a bova kakšno pomoč uporabila tukaj? Ne, bova rekla klopotec. Boš rekla klopotec? Ja. Ne rabiš pomoči. Ne. Imamo še eno pomoč pri zadnjem vprašanju, Ne ampak ostane komu drugemu, še enkrat naslednjemu. bomo kakšnemu drugemu podarili. Ja. Torej, praviš, ta eden izmed simbolov Slovenije, ne, Ja, ki je ja. najbolj razširjen v Prlekiji in je lesena mehanska naprava, Ja, ki se uporablja kot ptičje strašilo, ja. je klopotec. Odlično, to, prav jaz. Bravo! Pravilno sem gotovila vsa Odlično. vprašanja, pa Super. samo eno pomoč sva porabila. Ja, ne. hvala že še enkrat. Hvala tebi, hvala tebi. Jaz sem se zabaval, Tudi jaz. tudi ti, svetovno. Zdaj 40 evrov si dobila. Odlično. Vem, da del tega bo šel očitno za eno pivo, ne, ki je bilo obljubljeno. Bo. Kaj pa ostalo, zakaj jih boš porabila? Ne vem, Ne veš še. sem pustila presenetiti. Pač kar bo prišlo, pa tako, kot gre, tako mora iti. Oziroma Odlično. tako, kot pride, tako mora iti. Evo, najlepša hvala za Ja, sodelovanje. hvala. Zabavala sva se, ne? Res je. Dragi moji, zdaj pa je čas še, da izvemo, kaj si je Urška misel o našem kvizu Poberi v mestu. Za zaključek tazga lepega petka deževnega, ko greš iz službe, da zaslužiš še 40 evrov, to je super. Kaj če človek sploh še lepšega? Hvala vam. Enkrat otroke ne, da bi jaz sicer vedel, ne, Še ne veste, ampak ja. še ne, enkrat bom.
Nič, gremo kle vprašati. Žal, fantje. You don't speak Slovenian. It's gonna be pretty hard if you don't speak Slovenian. Where are you from? From Spain. From Spain? Enjoying Slovenia? Yeah, that's it. Nice. So far, so good. Well, enjoy your stay. Have a good one. Yeah, thank you. Bye. Zdaj so samo banane ne bojo odgovarjale. Dobar dan, gospa. A vas lahko zmotam za sekundo? Ne moram vas zmotiti za sekundo. Deževni dnevi nam očitno niso najbolj naklonjeni. Mogoče bojo pa mladeniči za akcijo. Dobar dan. Sorry. Mogoče pa gospod za, ne, v papučih v dežju, mogoče pripravljeno za neko oddajo. Dobar dan. Ste sigurni? Siguren. Pa ful dobra akcija je. Super. Ok, nasvidenje. Bil je vsaj zadovoljen, ne? Bil je vsaj vesel. Nisem se izogibal na 150 metrov. To je že svetovno. To je že svetovno. Zdaj, jaz imam občutek, da v naslednjih 50 ljudeh bom našel nekoga, ki bo zainteresiran za akcijo. Dobar dan. Zdravljeni, živijo. Lepo pozdravljeni. Kako vam je ime? Milena. Milena, zdravo. Martin. Milena in Martin. Jaz sem pa Marcel. Evo, Pozdravljeni. trije moji Trije. smo zdaj. Kako ste danes? Super. Hvala. Odlično. Jesensko počas, ne? Jesensko počas, ja. Počas, ja. Zdaj meteorološka jesen se začenja, ne? Tako je. Pa je kar pestro v Ljubljani, je vedno pestro. Zanimivo je, ker Slovence sprašujemo po anglešk, Angleže po nemšk, Francoze po špansk, tako da ja, pestra, Se pestra. najde kakšna kombinacija vedno, Tako, ne? poštena. Super. Lejte, jaz delam en kviz. Vem, da vi tukaj ne ste sicer z drugim namenom, kot da bi en kviz delali, ampak če ste slučajno pripravljeni, s TV 3 delamo kviz, ki se mu reče Poberi v mestu. 7 vprašanj vam zastavim, vi jih takole odgovorite, normalno, ne, se ve. In če jih odgovorite pravilno, dobite 40 evrov. Vseh 47 evrov. Tako, imate pa Zmeraj. tudi pomoči na voljo zraven, da bo malo lažje. Ste za? Pošteno, probajmo. Probajmo, pošteno, Probajmo, Milena je ja. za akcijo. Odlično, ne, pa pojmo se igrati, ne, kaj naj rečem. Hvala. Odlično, svetovno. Dragi moji, lepo pozdravljeni v kvizu Poberi v mestu na TV3. Danes se mi je pridružila Milena. Milena, dober dan. Pozdravljeni. Kako ste? Hvala, dober. Dober, jaz tudi, saj ne, čeprav je malo deževno, se kar da zdržati. Ne, ni Ja, tukaj. ker še ni mraza, ne? Ni mraza, hvala Bogu, da še Ja, ni mraza. ja. Da vam še enkrat malo razložim, ne, celoten koncept tele igre. 7 vprašanj imam in če na vseh 7 odgovorite pravilno, dobite 40 evrov. Če ne odgovorite pravilno, dobite večno čast in slavo. Nekaj je, a ne? To Nekaj je. Pošteno. Pošteno. Imate pa na voljo tudi 2 pomoči. Enkrat lahko zamenjate vprašanje, če ne bo šlo. Enkrat pa lahko nekoga drugega prosite za pomoč, pokličete po telefonu, vprašate mi jedočega, čist po želji, čist po želji. Vse razumemo? Razumem. Odlično. Evo, da še vprašam, preden gremo na kviz. Kaj delate danes v Ljubljani? S sinom sva na tržnici, prodajamo pri odprti kuhinji, Tasty Slovenija, naše produkte, žganje kuhe Kržič, se trudimo, brcamo. In gre. Zadost dober. Smo zadovoljni? Smo zadovoljni. Evo, to je važno. Važno, da Ja. smo zadovoljni. Tako. V tem kvizu pa tudi važno, da se zabavamo Tako, zraven. Ne? pošteno. Tako, gospa Milena, pa da gremo kar na prvo vprašanje. Ne? Poskusimo. Z nečem je treba prebiti let. Kaj preučujejo speleologi? Kaj preučujejo speleologi? Jamari so to, Jamarji. preučujejo jame. Preučujejo jame. Tako. In ste sigurni. Sigurna. Če ste sigurni, lejte, sem tudi jaz siguren in to drži, ja, oni preučujejo Hvala. jame. Kako da poznate to, da oni preučujejo jame? Ste kaj? Ja, od mojega moža Žlahtnik je bil doktor speleologije, zato ga poznam. Aha. Doktor Habe je bil Aha, zelo aha. znan in zato tudi poznam to mehen bolj, no. Pa ta poznanstva pridejo v poštev, ne še v Evo. vsakem kvizu očitno. Pošteno, res je. Evo, odlično, pa tole, to prvo vprašanje sta obkljukala, greva naprej, kar najboljš, ne? Poskusva. Super. Vprašanje številka 2 se glasi.
Kateri britanski kuhar je zaslovel z oddajo Kuhinja do nazga? Ravno danes, ki smo na odprti kuhinji, malo tematsko, ne? Torej, Jamie Oliver. Jamie Oliver. Ja. In on je ta kuhar britanski, ni bil nihče drug od znanih britanskih kuharjev. Tako, ja, jih je več, no, ampak ta je najbolj znan. Ne? In Verjetno, on da je zaslovel s to oddajo za ja. Kuhinja do nazga. Jamie Oliver je pravilen odgovor. Kot ste rekli, Jamie Oliver je pravilen odgovor. Zdaj se pa on ful ukvarja s promocijo zdrave prehrane tudi, ne? Pa vzrejo živali na human način. Včasih je bil pa zelo v teh kuharskih vodah. Ja. Tako da primerno za odprto kuhinjo. Ne? Tako je. Najbolj, da greva kar naprej na tretje vprašanje, da bo čim hitreje čez ta vprašanja prišla, pa da vam lahko damo teh 40 evrov. Superca. Tretje vprašanje se glasi. Kako imenujemo polet letala, ki ga zunaj običajnega urnika zakupi določena stranka? Torej, iščeva polet letala, ki ga zunaj običajnega urnika zakupi določena stranka. Čarter. Čarter. Čarterski Suvereno, polet. proti stopa. Tako, Čarter je vaš zadnji odgovor. zadnji. Vaš zadnji odgovor je pravilen odgovor. Ne moramo se veliko zadrževati tukaj, ne? Če veste, veste. Tako. Kaj bomo čakali. Se pa glavna razlika nekako med čarterjem in tem običajnimi poleti je pa v tem, da v bistvu letalske karte za čarterje niso na voljo neposredno prodaji. potnikom, ne, ampak ponavadi nekim agencijam, ne, turističnim Tako, ja. agencijam. Pa manj hrane je. Prosim? Manj hrane je. Manj hrane je. A to je tudi dejstvo. Manj strežejo, ja, res. No, očitno tudi to, ne. Ja. Pol, če bi rekel, na katerih poletih manj strežejo, bi tudi do čarterja prišla. Verjetno, ja, točno. Evo, pa smo pa že nekje pri polovici vprašanj, ne? Če 3 vprašanja so že prišla, še 4 vprašanja imamo. Vprašanje številka 4. Princesa katere države je bila Grace Kelly? Monaška princesa. Monaška princesa. Monaška, ja. Poznate Grace Kelly? Ja, lepotica. Kar ikonična, ne? Ja, Tudi, tudi tragično končala, ne? tudi tragično Ja. končala, nažalost. Ja. Torej, monaška princesa, vi pravite in vi ste suvereni v ta odgovor. Ja. Če ste suvereni, je to pravilen odgovor. Zares, Grace Kelly je bila monaška princesa, torej prihaja iz Monaka. Se pa v Monaku odvija tudi velika nagrada Monaka, ne, za Formula 1, Formula 1. zelo znana. Poznate? Ja, seveda to smo gledali, no, zdaj se manj vidi, ne? Formula 1 na televiziji. Ja, sicer smo pa gledali, seveda. Ampak, če jo pa hočete več videti, pa na TV3 prešaltati, zdaj jo imamo, spet ne, pošteno. nekaj Ja. časa, zdaj ni bilo Formule 1, zdaj jo imamo pa Zdaj na pa TV3. spet. No, evo, vidiš. Tako da, Hvala za evo, informacijo. Prosim, ne, uporabno svet. Ja, res, res. No, zdaj so pa res že čez polovičko, ne? Ja. Pa nobene pomoči še niso porabila. Ne, Kar je kar dobro, ne? Vedno pride, mogoče pridejo še prav te pomoči, ki jih še niso porabili. bomo videli, kaj me imate še za vprašati. Odlično. Vprašanje številka 5. Ja. Zdaj se malo bolj tako nostalgično bova spominjala nekih risank slovenskih, mislim, ki so bile predvajane tudi v Sloveniji, ne? In sicer vprašanje številka 5 se glasi. S katerimi 3 barvami ustvarja medved Bojan v slovenski risanki? Se spomnite Bojana? Ja, seveda. Je risal sliko, ne? Ja. Iščeva pa 3 barve, s katerimi je ustvarjal. Rdečo, Okay. rdeča, rumena, Okay. mislim, da je bila še modra. Torej, rdeča, rumena, modra, Tako, osnovne barve. tako, ja. On je delal z osnovnih barv in z teh osnovnih barv je lahko Imel cel spekter. imel cel spekter na koncu. Ja. Torej, pa pravite, rumena, modra, rdeča v zadnji odgovor. Ja, ja. Glejte, v zadnji odgovor je pravilen odgovor. Normalno, ne, gledali smo Bojana s tem je risal. Malo sem že kot jaz, potem pa še z otroci, ne? Tako da ja. Potem pa še z otroci. Ja, Je seveda. zanimivo, koliko polk imaš enkrat otroke, ne da bi jaz sicer vedel, Še ne veste, ampak ja. še ne, enkrat bom. Spet pregledaš vse Tako je. risanke. Kaj je in? Ja, ne, tako. Evo, super, ne, greva kar naprej. Zadnje vprašanje, zdaj so pa že nevarno blizu konca tele najine igre, bi lahko rekel. Pa še nobene pomoči nisem uporabljal. Ja, se še ni konc, počakajmo. Ni da še vidimo. konc, ni še konc, še malo. Zdaj se pa v športne vode silva. Kaj spremljate šport? Ne dost, ne? Ne dost. Ne. No, bova upala, da to kaga, da vam bo pomagal tukaj. Ja, upajmo. In sicer greva v boks, v boks spekter telih športnih dogajanj. Šesto, predzadnje vprašanje se glasi. Kakšen je priimek ukrajinskih bratov, večkratnih svetovnih prvakov v boksu? Poznate ukrajinske bokserje, brata? Komančenkov.
Ste sigurni v ta odgovor? Nisem. Niste sigurni v ta odgovor? Ampak sliši se pa tako ukrajinsko, ne? Sliš pa se ukrajinsko. Ja. To pa moram priznati. Sliš se kar ukrajinsko, ja. Ojej. Še vedno imamo na voljo tudi pomoči, ne? Še vedno Ja. lahko. In zamenjamo vprašanje. Dajmo zamenjati vprašanje. Tega Lahko tudi pa Martina enega ve. drugega, prosimo. Bomo zamenjali? Zamenjamo, tega Martin ne ve. Ja, zamenjamo. Martin ne ve. Ne Po ve. redu, gremo zamenjati vprašanje, da vam zaupam odgovor. Ne? Torej, šesto predzadnje vprašanje sva imela, kakšen je priimek ukrajinskih bratov, večkratnih svetovnih prvakov v boksu? Kličko. Ja. Kličko. No, na K sta bila oba, ne? Na K sta pa bila. Tako blizu smo bili, ne? Tako blizu smo bili, začetek smo imeli. V redu, greva na drugo rezervno vprašanje. Spet sva pri športu, ne? Ne moramo stran. Če šport zamenjamo, pri športu ostanemo. In sicer to vprašanje se glasi, kateri nogometni klub igra domače tekme na stadionu Fazanerija? Kateri klub, nogometni klub, igra domače tekme na stadionu Fazanerija? Torej, iščeva nogometni klub. A je Mura? Lahko da je, ne? Zdaj za zihar mi boste mogli pa vi povedati, če je Mura. Mura. Ste prepričani v Muro? Toliko tega nogometnega znanja imamo tukaj, da bomo rekli Mura. Ja, Mura. Mura. Torej, Mura je v zadnji odgovor. Zadnji. V zadnji odgovor je pravilen. Zares to je Mura. Dobro so zamenjala ta vprašanja. Dobro so zamenjala, ja. Dobro so zamenjala, evo, odlično. Kar pa naj je že pripele do zadnjega vprašanja. Vprašanje številka 7. Samo še to vprašanje, pa je 40 evrov vaših. Sva pripravljena? Dajmo. Kaj treme? Ne. Ni treme. Ne, Zdaj smo ne. že tako dala za sabo, da Tako. treme ni več. Ja, ne, nič več. Evo, odlično. Potem pa kar na zadnje sedmo vprašanje. Sedmo vprašanje se glasi. Kako se imenuje oče družine v stripu Marjana Mančka z naslovom Hribci? Poznate strip Marjana Mančka z naslovom Hribci? Hribci so v bistvu ne Mančkova praslovenska družina. Ja. Oče, iščeva ime tega očeta. Neki na D je. Neki na D je. A je Drži. Damir? Zelo podoben. Zelo podoben. Zelo podoben. Zelo podoben. Zelo sta bili, ne? Če Da- ste šli v igro vroče, mrzlo je kar vroče zdaj. Damirin. Skoraj. Mir je na koncu. Pa na Damir. D se. Sam kakšno črko obrneva, pa sva tam. Ja. On je prazgodovinski mislec. Ne? Ja. Danimir. Kako? Danimir. Še en samoglasnik morava noter dati. Pa bova imela ime tega očeta. Danjamir. Samoglasnik je not, zdaj pa ne vem. Tako, v bistvu je tako, Ja. ampak sam še zamenjava ta samoglasnik za en drug samoglasnik. Danjomir. Danjomir. Ja. Ni Danjemir. A? Ni Danjemir, ampak Danjomir. 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 Ste brali ta strip? Ja, sem ja. Sej zato se pa spomnim. Se spomnite, ja, ne? ampak ne več natančno. to Ne, je že ne dolgo. čisto, Ja, tako. 100%. Ja, Torej, pravite, da ta oče, prazgodovinski mislec družine, je Danjomir. je Danjomir. Ja. In za 40 evrov ste pripravljeni staviti, da je to pravilen odgovor. Ja, probajmo, jaz drugega res ne vem več. Ja. Drugega nimamo, Ne. pa tudi nobene pomoči ne boste porabili. Ne, pomoč mi odkimava. Pomoč odkimava, v redu, ne, pa mora pa tukaj ostati. Torej, Danjomir je v zadnji odgovor Ja. na zadnje vprašanje za 40 evrov. Ja. To je pravilen odgovor. Bravo. Milina, čestitke. Hvala lepa. Tako smo prišla, ne, čez vseh 7 vprašanj, samo eno pomoč smo porabila. Tako. A je bilo težko? Ne, sploh ne. Ni bilo sploh tako težko, ne. Se dobro čez pride. Imajo še ekstra se zaslužne, zraven štanta. Tako, Da da prav bomo pride. razliko pokrili, ne? Evo, tako. Ste se zabavali? Ja, lušen je bilo. Super. Simpatično, nova izkušnja, no tako. Evo, odlično, Ja. me veseli. Meni je bilo tudi super fino, ne? Hvala. Preden, dragi moji, pa nam bo gospa Milena povedala, zaupala še svoje izkušnje o kvizu Poberi v mestu, pa gremo na oglase. Pestro, tak zanimiv poklic. Ja, veliko letanja okoli, računalnik, laboratorij, tako da je zanimivo.
Dragi moji, mi smo nazaj z oglasov, z mano je Milena. Milena je osvojila 40 evrov, še enkrat čestitke. Hvala lepa. Prosim, zdaj pa mene in pa vse naše gledalce in gledalke zanima, kaj si pa tudi vi mislite v našem kvizu, pa je najbolj, da vas kar poslušam. Kviz Poberi v mestu je zanimiva izkušnja. Moram reči, da tudi treme nisem imela, ker zgubiti pri tej stvari nimaš kaj, lahko pa pridobiš 40 evrov. In eno tako tiho zadovoljstvo, da nekaj pa še veš. Evo, drage moje, mi se šetamo, sprehajamo po Ljubljani in iščemo nove ljudi. Čakajte, tukaj imam nekoga. Zdravo, gospodič. A vas živijo? lahko zmotam za sekundo? Pa lahko. Kam se vam mudi? Sem šel samo na en sprehod čez Ljubljano. Evo, to je Sprostice super. popoldne. Evo, jaz imam eno varianto za vas, za tebe, da se boš mogoče še bolj lahko sprostil. Ker Dobro. jaz ti ponujam en kvizek, s katerim lahko prideš do 40 evrov. Ne se bati, zelo simpel zadeva je, 7 vprašanj ti zastavim. Imaš tudi 2 pomoči na voljo. Lahko zamenjaš vprašanje, lahko prijatelja pokličeš, vprašaj, če ti slučajno ne bo šlo, ampak odgovoriš na teh 7 vprašanj, pa dobiš 40 evrov. A si za eno akcijo mogoče? Nisi čist prepričan, bi mogoče... Dajmo probati. Ja, se bomo zabavali, samo Ja. sproščeno, super bo. Jaz sem Marcel. Črtomir, Črtomir, me veseli. Nič, gremo se kar igrati, ali kaj? dajmo. Greva, super, idealno. Drage moje, pozdravljeni v kvizu Poberi v mestu. Z mano je Črtomir. Živijo, Črtomir. Živijo. Te prijatelji kličejo tudi Črt sam? Več ali manj črt me kličejo. Črt. Te lahko kličem Črt? Rajši Črtomir. Rajši Črtomir. Ja. V redu, te bom klical Črtomir. Črtomir, kako si? Odlično. Kaj živčen? Ja, sem ja. Malo živčen? Ja. Okej, v redu. Ampak zdravo, da si zbujen. Evo, to je pravilno. Črtomir, s čim se kaj ukvarjaš? Jaz sem inženir elektrotehnike okej. v avtomobilski industriji in delam v laboratoriju testiranja, teste, take stvari. Pestro, tak zanimiv poklic. Ja, veliko letanja okoli, računalnik, laboratorij, tako da je zanimivo. Ful dobro, vso srečo na tem področju, ne? Kaj Hvala, naj ti rečem? hvala. V redu, Črtomir, zdaj pa čas, da se predstavlja na tale najin kviz. Ne? Okej. Da ti še enkrat razložim celoten potek igre. Ja. 7 vprašanj imamo. Ja. Če na vseh 7 odgovoriš pravilno, je tvojih 40 evrov. Velika Ja. nagrada TV3, dobiš 40 evrov. Imaš pa na voljo tudi 2 pomoči, da ti bo lažje. Enkrat lahko vprašanje zamenjaš, če ne boš vedel, enkrat pa lahko nekoga prosi za pomoč. Lahko je to mimoidoči, kolega, kolegica, Okej. lahko po telefonu pokličeš, Kogarkoli. kogarkoli. Dobro. Čist tvoja izbira. Dobro. Če pa ne boš ugotovil oziroma pravilno odgovoril na vsa vprašanja, pa nažalost ti teh 40 evrov ne morem dati. Tak je nekak princip kviza. Torej vse ali nič. Vse ali nič. Aha, okej. Točno tako. Vse jasno, vse štima. Štima. Lahko. Odlično. Me veseli, Črtomir. Dragi moji in drage moje, jaz sem Črtomir, pa se bova spopadla v kvizu v naslednji epizodi.